Vinko Möderndorfer. Posebno mesto v Štrekljevem opusu predstavljajo portreti. Kipar jih je večinoma izdeloval po naročilu in imel je izjemen posluh za naročnike, dobro je ujel značajske poteze prijateljev. Takoj po vojni, leta 1945, je Štrekelj ustvaril edini partizanski portret, portret Vinka Möderndorferja s partizansko čepico. Vinko Möderndorfer je bil izjemna osebnost v krogu gluhih in naglušnih, saj je bil in še vedno ostaja edina gluha oseba s poklicem zobozdravnika. Ivan Štrekelj je kip, po pripovedovanju Mary Möderndorfer, izdelal v zamenjavo za kolo.